Spoštovane gospe in gospodje, lani v začetku novembra, 3. in 4. novembra, sem v Državnem zboru na ločenih pogovorih opravil posvetovanja o datumu razpisa parlamentarnih volitev letos. Razen ene poslanske skupine je bilo sicer soglasno mnenje, da je prvi možni datum, 24. april 2022, najboljša izbira. Tako je bilo tudi moje mnenje. Tako sem že v začetku novembra, takoj po koncu posvetovanj, obvestil javnost o svoji nameri, da z odlokom določim 24. april 2022 kot dan izvedbe državnozborskih volitev. V tem primeru bom v odloku določil za dan začetka volilnih opravil 14. februar. Ker imamo še vedno opraviti z covidnimi razmerami, sem se danes odločil povabiti na pogovor Državno volilno komisijo z namenom, da se dovolj zgodaj uradno seznani z dnevom izvedbe volitev ter ustrezno prilagodi vse postopke in opravila, tudi glede na covidne razmere tako, da bodo imeli vsi volilni upravičenci možnost glasovanja tako ali drugače. Državno volilno komisijo sem potemtakem danes obvestil, da bom 9. februarja podpisal odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor, da bom kot datum za začetek volilnih opravil določil 14. februar in kot dan za izvedbo volitev 24. april 2022. Spoštovane gospe in gospodje, ocenjujem, da ima Državna volilna komisija dovolj časa, da tudi v covidnih razmerah pripravi, organizira in izvede volitve tako, da nad rezultati volitev ne bo nobene sence dvoma. Dejal sem že, da se že v začetku novembra niso prav vse poslanske skupine strinjale z mojo izbiro datuma volitev. Tako takrat kot danes se je poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke zavzela za volitve 5. junija 2022. To je legitimno stališče, vendar pa je moja pristojnost in moja odgovornost, da se odločim in podpišem odlok ter razpišem volitve. Ocenjujem, da je tudi v teh covidnih razmerah izbrani datum za izvedbo volitev 24. april tega leta najprimernejši datum. Glede covidnih razmer naj med drugim povem, da je bilo v zadnjih 2 letih v teh razmerah v evropskih državah opravljenih več kot 40 volitev na lokalni, deželni in državni ravni, pri čemer so našli različne načine za nemoten potek in izvedbo volitev. Mimogrede, na Portugalskem bodo na vrhu 5. vala konec tega meseca izvedli parlamentarne volitve. Ne glede na povečano število okužb, pričakujemo vrh do konca tega meseca, se vlada za razglasitev epidemije ni odločila. Poleg tega, kljub povečanemu številu okužb, ni zaprtja države, temveč prav nasprotno, popuščanje ukrepov glede dolžine karantene za normalno omogočanje dela in življenja. Za voljo vseh teh in drugih razlogov sem se odločil, da bom 9. februarja podpisal odlok o razpisu rednih volitev v Državni zbor. Naj še enkrat ponovim, v njem bom kot datum začetka volilnih opravil določil 14. februar, dan izvedbe volitev v Državni zbor pa 24. aprila. Predsedniku in članom in članicam volilne komisije sem hvaležen za danes opravljen konstruktivni pogovor. Ne dvomim, da bodo po svojih najboljših močeh storili vse za to, da bomo 24. aprila opravili državnozborske volitve tako, da bomo vsi zaupali v rezultat teh volitev, predvsem pa tudi glede na covidne razmere, da bo prav vsakemu dana možnost, da bo uveljavil svojo volilno pravico. Hvala za vašo pozornost. Predsednik, če ste kje z nami, lepa. Lepo pozdravljeni. Najprej iskrena hvala predsedniku Republike, gospodu Pahorju, za vabilo vsem članicam in članom Državne volilne komisije. Predsednik nas je sedaj tudi formalno in uradno seznanil o datumu
volitev. Opravili pa smo tudi izjemno konstruktiven pogovor. Člani Državne volilne komisije smo mu potrdili, da bomo, tako kot vedno, skupaj z vsemi deležniki in seveda tudi volivci, storili vse za zakonito in pravilno izvedbo volitev v Državni zbor in da bodo tudi letošnje volitve, tako kot vedno, praznik demokracije. Seveda pa smo predsedniku republike pojasnili tudi določene probleme in težave, ki se že pojavljajo in se tudi bodo pojavljale pri procesnih opravilih in seveda pri sami izvedbi volitev. Pri tem imam seveda v mislih to nesrečno pandemijo koronavirusa in seveda s tem povezane omejitve. Volilna zakonodaja izvedbe vseh volilnih opravil v takih razmerah ne predvideva, kar je razumljivo. Nobena država ni bila pravočasno pripravljena na razmere, kakršne so. Seveda smo pa predsedniku pojasnili tudi določene rešitve z seveda analogno uporabo pravnih norm. Seveda pa nekaterih posameznih določb enostavno ni mogoče razlagati drugače kot z jezikovno razlago. Zato bi bila seveda primerna morda določena sprememba zakonodaje, še bolj pa morda poseg izvršilne veje oblasti s posameznimi odločitvami. Predsednika republike smo zato pozvali, da kot politična in moralna avtoriteta vpliva na vse te akterje, da seveda skupaj z Državno volilno komisijo skušajo oziroma čim prej pristopijo k reševanju teh problemov. In seveda tudi, da pozove volivce k strpnosti pri teh volitev in seveda tudi, da poskušajo izrabiti druge oblike oziroma posebne oblike glasovanja, ki jih že sedaj volilna zakonodaja omogoča. Najlepša hvala.